pa delovali ves čas v ozadju. Tukaj imam seznam dopisov, ki smo jih pošiljali na razne organe in kaj smo jih v teh organih prosili, sporočali. Večina od njih je ostala brez odgovora. Tako je recimo zbornica 1. aprila ZZZS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prosila, naj izda praktično in prožno navodilo glede profesionalnih kartic. Ne vem, če veste, zakaj gre. Zdravniki zasebniki niso del sistema ZZZS in torej ne morejo vstopati v ta sistem. Tudi če so šli nadomeščati, ali so želeli nadomeščati zdravnike ali pa pomagati v javni sektor, so lahko delovali tako kot študenti prostovoljci, z nasveti, z triažo, kajti do dokumentacije niso mogli priti, niso mogli napisati receptov, ne izdati napotnic.